Maja, lepo pozdravljeni. Veseli me, da ste danes v naši družbi. Predlagam, da se najprej dotaknemo malce vašega življenja. Leto nazaj ste dejali, da si želite spremembe. Sprememba je očitna. Nam lahko zaupate, kakšna je bila pot? Ja, v bistvu nekako zdaj res eno leto od tega morala sem narediti spremembo, oziroma ko me je vaga postavila na realna tla, da je bila čez 93 kg in vsa sem bila napihnjena, nezadovoljna, sem rekla, Maja, zdaj pa moraš nekaj narediti zase, ker tudi slike, ki sem želela na socialna mreža objaviti, mi ni bila nobena všeč in sem rekla, zdaj pa je dovolj. Potem sem kontaktirala svojo prijateljico, ki je tudi moja PR-ovka in prehrambena svetovalka, Kali Kolonič, katera mi je naredila program zdrave prehrane. Dodali sva najbolj pomemben obrok, sva zamenjali za shake, Herbalifeov shake, in da jem 5-krat na dan. In jaz v življenju nisem 5-krat na dan jedla. Se mi zdi, da sam jem in kile grejo dol. In zdaj res v zadnje pol leta je šlo kar precej kilogramov, tudi maščobe in centimetrov je šlo dol, tako da zdaj, če rečem v grobem, nekje 15 kilogramov, 16 je šlo dol. Jaz sem polna energije, nenapihnjena, odlično se počutim, se mi zdi, da bom poletela, žarim, sem mamica mlada in zdaj lahko za Arven še bolj za njo skačem in tudi imam kar precej nastopov, tudi so bile poroke, zdaj solo koncerti in imam več energije in sem toliko zadovoljna sama seboj, da se mi zdi, da bom res poletela in s tem, ker sem jaz naredila tako spremembo in imam rezultat, tudi drugim pomagam, tako da me tudi ljudje kontaktirajo, kako si shujšala, da mi pomaga in svetuj in imam čudovito ekipo ob sebi, glede motivacije, glede podpore, receptov, telovadbe in tudi pomagam z veseljem. Tako da res je zelo pomembno, da se dobro počutimo v svojem telesu, da lahko potem damo svetu in svoji družini za tisto, kar se mi zdi, smo tukaj sploh. Odlično, vse pohvale. Je torej to recept za vaše zadovoljstvo in nasmeh? Ja, trenutno je to. In tudi nova glasba, novi projekti prihajajo naproti in se mi zdi, kako sem naredila to spremembo v sebi in tudi v svojem razmišljanju. Tudi kar precej delam, vsako jutro vstanem prej, dam gor na YouTube Jim Rohna, kakšne govorce, te motivacijske in nekako, bom rekla, pod štajersko naštelam si možgane, da lahko grem v nov dan, si naredim zajtrk in plan, kar bom delala in se mi zdi, da sem kar precej naredila in se res fenomenalno počutim. Odlično, ravno ste omenili nove projekte. Single Orion je tisti, ki govori o tem, da naj prisluhnemo svojim mislim, željam, upanjem. Ste prisluhnili svojim željam, mislim, upanjem na tej poti? Ja, ker dostkrat smo nekako v dvomih in bi ali ne bi naredil ta korak, ali pa mogoče kasneje in zdaj sem naredila pravi trenutek zase, pravi korak in poslušam v bistvu nekako poslušam že celo življenje te moje skrite glasove. Tu so cilji, tu so želje in zdaj sem vedno bolj nekako usmerjena proti tem ciljem in željam in sem srečna, da se končno počasi odvijajo stvari, ki sem se jih celo življenje želela, predvsem v svojem osebnem življenju, z družino, počutju in pa zdaj tudi v glasbi in v prihajajočih projektih in res sem ful srečna. Odlično. Morda lahko kaj več zaupate o novem singlu Orion? Ja, singel je pa nastal v sodelovanju z Kevinom Koradinom, glasbenikom me je pred kratkim kontaktiral, oziroma že kar precej časa, da bi rad mogoče kaj skupaj, da ustvarimo. Kali Kolonič je naredila tekst, ona je tudi zelo dobra moja prijateljica, kot sem prej omenila, in tudi moja PR-ovka, tako da sva res dnevno na bazi povezani, skozi na vezi. V glavnem in smo rekli, zdaj je tu nekako še malo bolj poglobljeno prerojena Maja, ki gre proti cilju in sanjam in zvezdam in smo naredili ta čudovit singel, tako da res poskušam poslušati te svoje skrite glasove in zelo pomembno, da imamo okolico, družino, ki nas v tem podpira in je vedno ob nas in potem mislim, da je vse dovoljeno in vse mogoče. Nova skladba še nima svoje videopodobe. Kje jo vidite? Ja, skladba že tako se mi zdi malo bolj mistična, tudi sam tekst je tak dvousmerjen, vsak se lahko v njem najde, tako da bo nekako v to bi rekla, s to energijo, mističnostjo razmišljamo, da naredimo video spot, upam zdaj v kratkem se pogovarjamo in da bo tudi v roku tedna, 10 dni ugledal tudi luč sveta.
Ste se že predstavili na odru z novim singlom? Po pravici ne, nisem še ga na odru pela, zdaj je nepar nastopov, kjer bom tudi vključila svoj novi singel, zdaj je trenutno v Kranju in v Ljubljani v akustični izvedbi, je pa tudi v planu, da še z bendom, ki sem ga zdaj pred kratkim, kako bi rekla, zaštartala po 3 letih, sem bila zdaj z svojim bendom kot Maja Založnik in bend. Na enem dogodku smo igrali in neverjetna energija. Komaj čakam, da se to začne ponavljati in da bomo čim več skupaj igrali in predstavljali predvsem svojo avtorsko glasbo, igrali smo zelo par mojih singlov in tako neverjeten občutek, ko ti poješ svoj tekst, svojo melodijo in ljudje plešejo in pol nekoga še ujameš, da si mogoče poje refren, res to je neopisljiv občutek in res neprecenljivo. Zato ustvarjam dejansko, ja. Ko smo ravno pri odrih, če se ne motim, letos stopate na velik oder slovenske popevke. Kaj pripravljate, s čim nas boste razvajali? Ja, ta popevka je tudi skrita želja že precej let in letos se je uresničilo v sodelovanju z Žigom Pirnatom. Bo malo bolj hitrejša kot Orion, obljubljam neko, kako bi rekla, energično Majo, ki se postavi zase, naslov pesmi je Mika me in komaj čakam, da bom ob boku simfoničnega orkestra pela na tem odru in pred televizijskimi ekrani, res je to komaj čakam. Zdaj so priprave, pesem smo vokal že posneli, čakam, da se začnem pripravljati, tudi trenutno je obleka v izdelavi, tako da bo vse postopoma. Se mi zdi, ko smo bili sprejeti, pol leta še imamo do popevke, zdaj bo pa kar naenkrat, se mi zdi mesec pa pol še in bo popevka že kar naenkrat tukaj, tako da ja, komaj čakam. Kaj je še tisto, kar vas mika v življenju? Kakšni so načrti za naprej? Načrti za naprej je vsekakor čim več ustvarjati svoje glasbe, skrbeti za svoje zdravje, za svojo družino, posvečati se partnerju Marku in Arven, da gremo še na kakšne izlete, mogoče kakšna tujina, kot izlet in počitnice, potem seveda kakšni večji odri, tudi po tujini, ne samo v Sloveniji, kot sem že bila, tako da jaz pravim, rečejo, ne boje meja, ampak zame ni meja, samo delamo to, kaj je tukaj z srcem in da smo iskreni in da to čutimo in da lahko to ljudem dajemo naprej in to je to. Odlično, kot smo se ravno dotaknili družine, kako se znajdete v vlogi mame, kaj vam je materinstvo dalo? Dostikrat ponavljam, da to je nekaj najlepšega, kar se mi je v življenju zgodilo, da imam hči, ki se zjutraj zbudi in me objema in poljublja in kliče mami 1000-krat na dan in je nekaj naredilo v meni, še bolj sem postala čustvena, vidim samo mogoče kako zgodbo ali pa kaj veselega, žalostnega, kar mi solze pridejo na oči, tako da res mi je dalo še neko dodano vrednost in moje poslanstvo biti mama še. Ne samo glasbenica in da sem mama še je nekaj najlepšega. Mislim, da smo na lep način zaključili intervju. Maja, jaz se zahvaljujem za vse te iskrene besede, pa želim vam veliko uspeha na poti naprej. Hvala lepa za tale intervju in povabilo. Bi pa želela povedati, da poslušajte sebe, bodite iskreni, veliko se smejte, enostavno uživajte v življenju.